Med športnimi dejavnostmi, predšolskimi preizkušnjami, ko ste bolni ali ko ste v bližini simpatičnih vrstnikov, se potite. Jaz se najbolj spotim, ko grem na trening košarke in to sem čist moker na koncu treninga. Ali pa tudi v šoli pred kakšnimi spraševanji ali pa testi. Ko se mi mudi v šolo, pa moram laufati. Ali pa če imam kakšen pomemben opravek, ki ga moram narediti, ali pa kakšnimi nastopi. Informacija o tem, da je telesu prevroče, pride v možgane, ki žlezam znojnicam pošljejo signal za začetek izločanja telesne tekočine. To je mešanica vode, soli in nekaterih drugih snovi. Kožne žleze se na površini kože odprejo v pore, skoznje pa se poleg potu izločajo tudi beljakovine in maščobne kisline. Pri tem se telo ohlaja. Potenje je naraven in nujen proces, brez katerega bi se telo pregrelo, a v puberteti potenje postane opaznejše. Pred približno kakšnim letom sem se začela bolj potiti kot prej. To me seveda moti, zato ker ves čas smrdim, pa sem moker, pa mi sam neprijetno. Malo je tako zoprno, tudi ne vem, če smo s prijatelji, pa pol tako ne veš, a ne? Pač ja opazim, da kdo daj smrdi, ampak mu ne rečem, zato ker se mi zdi neprimerno, no. Najstniki so v obdobju, kjer so pod močnim vplivom hormonov in ti hormoni potem še bolj stimulirajo nastajanje tudi, pa dozorevanje žlez znojnic, predvsem tistih, ki izločajo beljakovine pa maščobe. Kadar se znoj razkraja, predvsem beljakovine pa maščobe v znoju, pridejo bakterije in medtem, ko to razkrajajo, potem se sprošča neprijeten vonj. Takoj po vsakem treningu takoj skočim po tuš. Uporabljam deodorant. Dezodorant je boljša izbira kot antiperspirant. Ti namreč lahko vsebujejo vrsto aluminijeve soli, ki zmanjšuje ali prepreči potenje. Najboljša načina za boj proti smrdečemu znoju pa sta umivanje z milom in nošenje oblačil iz naravnih materialov.